Slovensko gospodarstvo oživlja hitreje, kot je kazalo jeseni lanskega leta, vendar počasneje kot večina članic Evropske unije in precej pod ravnjo, ki jo Slovenija potrebuje za nekaj tisoč novih delovnih mest in nujno javnofinančno konsolidacijo. Bolj optimistično kot jeseni rast gospodarstva za Slovenijo napovedujeta tudi evropske instituciji, Evropska komisija in OECD. Pri teh napovedih je Evropska komisija precej bolj optimistična od OECD na račun predpostavk, ki veljajo za povprečje Evropske unije. Da raste trg investicij, da oživlja izvoz, da število brezposelnih pada, da je finančni sektor stabiliziran, da normalno spremlja poslovanje podjetij. Skratka, da raste zaupanje, ki dviga tudi domačo potrošnjo. Žal ta predpostavka za Slovenijo ne drži. Menimo, da graditi oceno rasti zasebne potrošnje, ki na rast BDP vpliva več kot polovico, na račun večjega zadolževanja ni realno. OECD je v teh ocenah precej bolj realna in se približuje tudi našim pričakovanjem na področju zasebne potrošnje in potrošnje države. Rast investicij se po ocenah OECD in Evropske komisije razlikuje tako, da Evropska komisija investicije, ki se bodo financirale z evropskimi sredstvi, ocenjuje za 2,7% pozitivno, v nasprotju z OECD, ki predvideva ravno tolikšno krčenje. Kakšno bo realno gibanje na trgu investicij, pa je odvisno od tega, kako bomo sposobni preseči stare blokade, stare ovire v javnem naročanju, prostorskem umeščanju, zagotovitvi lastnih sredstev, kar je seveda še velik izziv tako za podjetja, kot tudi za vse institucije, ki so s tem povezane. Obe instituciji napovedujeta 4% rast izvoza, menimo pa, da ne vključujeta tveganj, ki so za slovenski izvoz povezane z ukrajinsko-rusko krizo. Pozitivna gospodarska gibanja, optimistične ocene evropskih institucij, ki zagotovo ne gredo mimo mednarodnih finančnih trgov, so velik izziv za vlado v odstopu. Da bo v mesecih do nove vlade delovala aktivno, da bo ukrepala za zagotovitev tekočega izvajanja investicij in za zmanjšanje vseh rizikov, ki lahko zmanjšajo izvoz, ki je še vedno gonilo rasti slovenskega BDP. K oceni gospodarskih gibanj za leto 2014 in 2015 pristopamo tudi na Gospodarski zbornici Slovenije. Pravkar smo objavili anketo o poslovnih pričakovanjih za obe leti in vabimo vsa podjetja, člane, nečlane in ostale institucije, da se na anketo odzovejo in z nekaj minutami dragocenega časa pripomorejo k temu, da bo ocena Gospodarske zbornice Slovenije temeljila bolj na realni sliki stanja na terenu, kot pa na statističnih trendih.